Nagradno vprašanje, kako v nekaj stavkih v slabo voljo spraviš prave BMW privržence in to še povsem nenamerno? Čisto enostavno. Pred leti sem vozil BMW 1M in če sem čisto pošten, je bil to zadnji M, v katerem sem neizmerno užival. Novi M3 je dejansko prehiter, če je to sploh mogoče, in vem, da boste zdaj v tem trenutku BMW fani kar zaškilili. Zelo lepo se pelje in odličen stroj, ampak je tako brutalno hiter, da si med vožnjo ves čas nervozen, ker samo čakaš, kdaj te bo ugriznil. Se mi zdi, da so želeli narediti ekstremno hiter avtomobil, pri tem pa pozabili, da bi moral biti tudi malo zabaven. Da glomaznega X6M niti ne omenjam. Tole je M2, nekakšen naslednik tistega 1M kupé. Manjši in šibkejši od M3, lažji pa samo za 25 kg, ker ima klasično streho, ne karbonske. Ampak ravno zato, ker ni tako brutalno hiter in ker je bolj okreten, je tole pravi stroj za uživanje. Je pa res, da kljub napadalnemu zunanjemu izgledu, pač kot je kot vsak M, tule znotraj pogrešam določene tipične M nastavitve. Recimo za nastavljanje podvozja, diferencialov, manjkata tudi ti dve stikali, M1 in M2. M1 za takrat, ko ste dokaj umirjeni in M2 za takrat, ko se vam odtrga. Vse, kar imam na voljo, so le tile programi, kakršne najdem tudi v 218D. Ampak malenkosti, na dirkališču sem torej. Kataloški podatki torej, ker vem, da vas zanimajo. 3-litrski turbo 6-valjnik proizvede 272 kW, to je 370 konjev in pogledajte si to krivuljo navora, od 1400 vrtljajev naprej je v ravni črti. 465 Nm je navora, v funkciji overboost celo 500, lahko povem, da je zelo hiter. Zdaj pa mogoče tisto, ker vas bolj zanima, občutek, krasen je. Čeprav je avtomobil malenkost, počasnejši od M3, predvsem ne sune tako zelo močno, se mi zdi, da bi bil na stezi z njim celo hitrejši kot s kakšnim M3, ker mu bolj zaupam in tudi zdrs se mi zdi, da je lažje predvideti. Menjalnika sta dva, ročnik, ki ga hočete, ker to je avtomobil, v katerem želite delati, in ta 7-stopenjski samodejnik, ki je sicer odličen, ampak ga nočete. Ročni ima eno zanimivo funkcijo, da pri prestavljanju navzdol tudi sam dodajo vmesni plin, kar se morda sliši zanimivo, čeprav se mi zdi, da bi mene osebno to motilo. Če kupim avtomobil z ročnim menjalnikom, pač vse stvari hočem delati sam. Edina možnost, da to funkcijo izključite, je, da prestavite v način Sport Plus, za dirkališče je fino, na cesti pa mogoče malo manj. Evo, zaključujem, kjer sem začel, pri najmočnejši črki na svetu. Naj vas tehnični podatki ne zavedejo, čeprav je M2 najmanjši, najšibkejši, M v ponudbi je res pravi stroj, prava igrača za uživanje. In ko boste prebirali, da ima električni servomehanizem, tudi na to pozabite, občutek je fenomenalen. Če sem čisto malenkosten, spet pri res drobnih stvarih, ki me morda zmotijo, se mi zdi, da je voznikov sedež malce iz centra, da gleda malo levo proti prvi zunanji luči. Morda pa je moj hrbet, ki potrebuje kiropraktika. Ali pa še en krog v M2.